tako, uvodni videospot smo videli, zdaj pa čas za akcijo. Z nami v studiu ste že prvi današnji tekmovalki. Lepo pozdravljena Biba, Taja. Kako sta? Dobro, res? Vroče. V dobri družbi. Vam je kaj vroč? Res? Ja, malo je V studiu vroče. je res malo A ni toplo. v Polaverju, prišla. Ja, Polaver, ja, to je zdaj taktika. Preveč sem se oblekla. Malo smo zakurili, ker je pač finale in mora biti vroče, napeto, ne, tako da to ste verjetno... Praviš, da če ni Švica na vala. Ja, itak, ne. Ok, nismo nič naredili. Zdaj, zakaj ste tukaj, veste, ne? Bile ste med ženskimi tekmovalkami najboljše, ne? Največ točk. No, med moškimi tekmovalki pa največ točk Kris in pa Dejan Dogaja. Oba sta zbrala neverjetnih 7 točk in sta bila na prvem mestu. Zdaj Kris zaradi koncertov ni mogel priti v studio, zdaj Dejan je pa danes tudi na enem koncertu v Pragi, tako da se tudi opravičil, smo ga pa tudi posneli doma. Nažalost, danes posnetka ne bomo videli, je pa Dejan zelo dobro odgovarjal na vprašanja, ampak preden si pa vam razkrijem, koliko točk je Dejan zbral, pa komad, ki si ga je Dejan zaželel, in sicer Murphy, Prijatočki. Ja, tako, videli smo skupino Murphy in Prijatočki. No, Dejan se je na kvizu, ki smo ga prejemali doma, pač vprašali, dobro odrezal. In sicer je zbral neverjetnih 5 točk in je premagal Krisa s 5-0. Ok, mi gremo pa zdaj, punce pa tule že čakajo, ne? Napeto, ne? Stanje vlada, kdo bo v finalu proti Dejanu. Jaz že vem, koliko je Dejan tudi v finalu, normalno, ne? Ok, Biba, s tabo bomo začeli. Ok, prebijam let. Je pa to zanimivo, zdaj, ker ste obe dve skupaj. Preden bomo zvedla prav odgovor, boš tudi ti, Taja, za hec probala, da vidimo, koliko si bila blizu, ne? Okay. Čeprav se to nič ne šteje, ne? Ampak vse, malo tudi za hec. No, Biba, ti si bila takrat z nami aprila. In si prav tako v eurovizijskem kvizu, praktično sama Eurovizija, zbrala 7 točk, skoraj vse v prvo, ne? Res ti je, takrat je res šlo, ne? Ja, šlo mi je, veš, kje si me v bistvu zafrknil? Ker si zahteval, da ti moram povedati število točk, kar je absolutno pretežko. Ja. Boš bi bilo, če me v kakšnem škandalu vprašal, veš? Ja, te poznaš, ne? Ja, to si zapomniš. Te poznaš, ja. Zdaj, ti si pa zbrala v bistvu zelo zanimiv komad za to glasbeno željo, in sicer Air Supply, All Out of Love. Zakaj prav njih? A zdaj lahko vse povem. Zakaj? Zakaj? Ja. Ime tiste radijske postaje. Lahko, ti Ok. prosto po Prešernu. Jaz sem bila v osnovni šoli še, ko sem na Radio Glas Ljubljane zaslišala ta komad. Air Supply je skupina, All Out of Love je bil komad, ki je bil hit. In se mi je zdela krasna, lepa balada. In v bistvu je to sigurno eden od mojih najljubših komadov, če bi jih mogla med top 100 dati, ne. In zadnjič sem se peljala v Beograd in je bil na eni hreščeči radijski postaji spet ta komad, ampak sem sam konček ujela in sem rekla, no, če me boš pa kdaj vprašal, kaj si lahko zaželim, si bom pa zdaj to. No super, evo, zdaj si dobila svojo priliko. Še preden pa začnemo, ne, zmagovalka seveda proti Dejanu v finalu in zmagovalec danes dobi Emo Shop lončke. 2 komada, enega črnega pa enega belega. In seveda tudi, kdo nas bo poklical danes v studiu, prvi, ki nas bo poklical, če bo več klicev, pa dobi tudi lonček in mu ga pošljemo v pošti. Lahko izbira barvo med črno in pa belo. Še zmer sva kralja. Torej, Emo Shop pa podarja ta lonček. Ja, najlepša hvala, no. Tako da zdaj Kdorkoli bo že od nas to stanje še dobil. bolj napeto, ne? Čakaj, a sem te prav razumela? Zdaj Dejan ziher že dobi lonček, ker je bil Dejan dobi moški. en lonček, ja. En lonček? In tudi video vsak po enega, ne? Aha. Ampak zmagovalka pa 2, ne? Dobro. Tako. Evo, Biba, s tabo začnemo, ne? In sicer, zdaj pa, ker si zbrala Air Supply, prav 2 vprašanje od skupine Air Supply. In sicer, Air Supply so avstralski soft rock duo, to verjetno veš, ja. ne? Mene pa zanima, kdaj je bila skupina ustanovljena.
Oni so že zelo dolgo na sceni. Res je. In kar je meni bolj fascinantno od vsega, je, da je to kao nek dvojec glasbeni. Ja. Ne? Kar vem je, da je enemu je ime Russell, drug se piše Russell. Aha, celo to veš. Na sceni so pa Od leta, no, vse sem še to povešal, pa je to. Vse si že povedal. 75. Zadnji odgovor. Ja. Ja, kaj pa ti meniš? Poznaš? Ne poznam. Aha. To sem prvič slišala zdaj. Kaj bi pa ti rekla? Katero letnico? 75 se fajn sliši. Fajn No, sliši. ja, tako da tu nekje, ja, 74, star se mi zdi, 75. Ja, Air Supply so avstralski soft rock duo, ki so začeli leta 1975. Okay. Ja, to je bil pa res. Čakaj. Bil sem prav v šoku, ne? Le, jaz sem začela Si se delo švicati. kao, da ni prav, ne? Ej, ni mi še voda vtekla, tako da. 3 točke, to je res super star, tako da taja. Ja, že Bo popuščam. zanimivo, ja. Zdaj drugo vprašanje je pa že težje, ne? In Ja, sicer, itak saj. koliko studijskih albumov imajo na kontu? Ne vem, čakaj. A lahko gibam? Ja, to se itak ugibaš, ja, sej. Kar mi je ful zanimiv pri teh dveh je, da se je tukaj enih članov zamenjali. Kako se lahko člani zamenjajo, če so dvojec? Ja, Ampak dober. vse se dogaja. Imeli so sigurno 10 hitov po radijih. Pa ne vem, če so avstralski, ampak mislim, da je enem Anglež. Ne vem, tako piše na Wikipediji. Ne jaz vem, tudi ful jih ne slabo poznam, ampak recimo, da so, a lahko ugibam, ker nekaj, Ugibaj. 16 albumov. Kak? 16? 16. Kaj bi pa ti rekla? 16 se mi zdi Malo, ne? dosti. Dost, Ne, 75. To ti res je. Včasih so jo bolj štancali kot danes, ne? Ja, kogar kdo? Ja. Bi rekla več ali bi rekla manj? Zato me zmedla, drugače bi Ali? rekla manj, samo zdaj pa rekla 18. 18, aha, ok, 18. Zdaj, Po 42. ni bilo 16. A ne? Ne. Zdaj pa pomoč, ne? 14, 15 ali 17. A daj nehino! Čakaj. Ja, lej. To so pa zdaj že ti. Off! Pip! 14. 14, ok, plus 3. A daj. 17, tudi Pa čist malo sem spalila, no. Ti si vpisa bile blizu. Bila si res blizu, ne, sem se že ustrašil, ko bo zdaj spet 3 točke, ne. Bo pa Se že ne more pol biti res- 3 točke, če Zdaj- sem usekala mem. Ja, seveda, blizu si bila res, ok. Zdaj jih imaš 3, ne. Dobro. Ok, gremo naprej, zdaj pa Eurovizija, ne. A ja, In ne bo sicer- zdaj. Ne, zdaj boš ti, ja, Ok. zdaj tebe obdelamo do konca. Ne. Dobro. Ok, leta 1993 se je odvila prva Eurovizija za Slovenijo. Ne? Ja, res Takrat smo je. prvič sodelovali s pesmijo Tih deževen dan, NX Band. Evo, to vsi vemo. Ne? Mene pa zanima, lahko ti še povem, da je takrat sodelovali 25 držav in Tih deževen dan osvojili so 9 točk. Zdaj pa mene pa zanima, na katero mesto so se uvrstili. Niso se dobro uvrstili, zaradi tega, ker vem, da dvakrat Eurovizije ni bilo zaradi preslabe uvrstitve in mislim, da je to bilo glih Leta 94 je pol tudi bila. Ne. Takrat so se vsi avtomatsko v finalu uvrščali, ker je bilo premalo držav, drug sistem je bil. Ne? Recimo, da so bili 23. Da so bili 23. Kaj bi pa ti rekla? Komad poznaš verjetno, ne? Pojma nimam. Jaz sem to Tih neč dosto ugibam. deževen dan. Ja, ugibaš, ja, sej. Komad poznaš, ne? Ja. Rečemo 26. 26 Ja. od Ne. 25. Ja, ne, to ne bo šlo. To ne bo. – 24. 14. Ja, ti si pa rekla? 23. 23. Okay. 23. Žal, niso bili 23. A ne? Ne. Imamo pa opcijo 18, 20 ali 22. 22. 22. Ok. Drži? Oh, 22. mesto, spet 9 sem se točk. čist malo Jaz spet spalila. se čist no, malo, ja, daj, to so tiste, no. veš, Dobro, gre. drobtinice, ne. Ampak ena točka, Oprosti, ne. cole, včasih sva se družila, Aha, veš. Ja. dobro, mu boš pol privat. 4 točke, evo, 4 točke, imaš pa še 2 vprašanji.
5 vprašanj danes. Ne? Ta tretje vprašanje pa je, oziroma četrto pa je iz melodij Morja in sonca. Tokrat ja še to zraven. Ja? Ja. In sicer me zanima, kdaj se je odvil prvi festival Melodij Morja in sonca, na katerem je zmagala Moni Kovačič na Smeh poletnih dni. Monika. Veš, kaj vem o tem festivalu? Če lahko si malo ime popravim. Vem, da je bil od začetka do 83. In da ga potem ni bilo. Aha. In potem je spet prišel nazaj. Ja. In potem so si talale televizije, ta bogi festival, pa je imela RTV, pa je pol imel Net TV, pa je pol imel spet RTV od 2009 naprej, ali 2011, ne vem, pač take neumnosti vem. A veš, kje se je prvi festival odvijal? Ja, v Piranu, je res? Ja, drži, ja. To je bilo Dejano vprašanje, ne, pa ni vedel. Zdaj pa ne vem, a je bilo 72? Ja. Bom kar to rekla. 72, Ja. ok, to je tvoj zadnji Ja. odgovor. Taja, Ali pa 71. verjetno težko vprašanje, ne? Kamoni še kar dobro zgleda, ne? Tako da Aha. ni bil ful zdaj dolg nazaj. Aha, Jaz se ok. tudi držim na te številko, jih Bipa reče, tako da. Vse se strinja. Ja, no. vse se A ti bi rekla isto? Ja, Ok. 72 torej, ne? Ok, nažalost ni bil pravilen odgovor, ne? Imamo pa zdaj spet opcije, ne? 74, 76 ali 78. 74. 74. Ok. Žal nepravilno. ne? odgovor. 78 se je pa res Prosti, začel Moni. prvi to festival. je težko vprašanje. to. Ja, to so težke, Ja. to je finale. Ja. Ne? To je, Pa dejansko zdaj pri milijonarju bi bilo to verjetno tam za, ne vem, 100 000, ne? malo manj. Moni ok. Kovačič kar poznajo vsi. Ja, poznajo, sam letnice so pa spet to. Ja, veš, ti imaš tukrat te številke. Res imam rad številke, ja? Ne vem, a si zihar, da hodaš v to službo, kar si rekel. Ok, zdaj pa zadnjo, to je pa mogoče za tebe kaj lahko, ker si nekaj že prej namignala, in sicer od leta 78 pa do danes, kolikokrat je festival odpadel. Velikrat. A res? Ja, zelo velikrat. Zelo velikokrat. Čakaj. Je bil 83 zadnjič, pa je bil 84, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recimo, da ga 8krat ni bilo, pa pol vmes ga tudi ene 2krat, 3krat ni bilo. Res? Festivali so bili. Čakaj, govorimo o katerem festivalu? MMS. To je uradni podatek iz Wikipedije. Ne? Lahko samo za pomoč, ko si šla v velike številke, manj kot 10. Tako da je res neka pomoč. No? Čakaj. Pa rečemo 6. Pa rečemo 6. Ok. Taja? Festival poznaš? Ja, seveda. Ampak ne zgodovina. Ne. Ja, sej. Ja, spet 6 ali pa 7. Ja, sem. Ja, Ja, v studiu res postaje vroče, ne? ja Ne, dej. zelo vroče, ta vprašanja so težka. Pulijo. Ok, 6, ne? In 6 je napačni. Ja, Gremo pa zdaj pa pomoč. Ne? okej. 3, 4 ali 5. A veš, ko sem le spet blizu? Ja, spet, vsako vprašanje, ne? Kaj sem bila? Veš kaj, vmes je res odpadel od leta 2000, ne vem, kjer ga 2krat ali 3krat. Ja, tisto nekaj je tudi bilo, ja. Rad Zaradi smo korone, pa- vemo, da je enkrat eno imamo zaradi korone, ne? 5. 5, ok. 4, Ne vem, če imaš prav. 4, bomo pol pogledali. Daj bova pogledala. 4. Zdaj pa, če moja statistika prava, si izbrala koliko? Ne vem, nisem štela. Matej, Prvo vprašanje si imela prav, ne? 3. 3 točke, drugega si falila. Ti deževen dan si tudi napačno, ne? Potem si pri Moniki 78 si ugotovila, ne? 4 točke. 4 točke. Okay. 4 točke, to ni slabo. Boljše Če gledamo nič. Dejan 5, ne, recimo, ne, 4. Ok, malo predaha, sedaj si bomo pa pogledali spot.
moj spot. Air Supply, All Out of Love. No in po reklamah gremo nazaj v studio, kjer čaka drugi polfinale za Tajo. Smo že nazaj v studiu, čaka nas drugi polfinale in Taja, pripravljena? Ja. Okay. Bi pa bi rada še vmes nekaj povedala, se nekaj upravičila? Ja, oprostite gledalci, jaz sem zamenjala MMS pa popevka. Popevke vmes ni bilo. Okay. Če bi rekla takoj v 4, pa bilo fertik, ne? Tik pred dajanjem sem, tako da mi je oproščeno. Okay. Ti upravičimo. Taja, tebe čaka pa zdaj drugi del kviza, ampak še pred tem pa si danes pripravljeno presenečenje in sicer nanesla si sabo tudi nov spot. Ja. In smo rekli, da ga moramo zavrteti. 29. aprila se ga objavlja, naslov je Živeti tako. Boš kaj povedal o spotu, preden si ga pogledamo? To je neko sodelovanje? Ja, to je sodelovanje. V bistvu so se mi pridružili pri projektu Be Jesus. To je pa slovenski gospel zbor. Smo pa posvetili ta single planetu. Planetu za lepše odnose, za kvalitetnejši svet, no, nekako tak. Spot je zelo čustven, no, kot sem res poslušal. Res je. Dobri kadri. Snemali ste v nekem eko-rezortu. Snemali smo v eko-rezortu, pa potem smo se šli zadnji dan še sprehoditi do Podpeškega jezera. Aha, da se zaključili celoto, ne? Da smo se malo pogreznili v zemljo. In sama si spet prispevala in besedilo in glasbo, vse si sama naredila. Ja, tako. Super. Preden začnemo z kvizom, si bomo spot sedaj tudi pogledali, tako da gremo si pogledati, potem pa Taja v polfinale. Evo, tako gremo nazaj, Taja nas čaka v polfinalu. Zdaj smo malo spote obrnili, to ni bil spot od Taje. Malo prestarejši letnik, ne? Ampak nima veze, ga bomo videli po zaključku najnega pogovora pred finalom, na katerega seveda tudi upa zdaj, ne? So pa Fleetwood Mac, ameriški rock band, spet smo na roko, ne? Ja. Mene pa zanima, ok, zdaj pa smo že pri kvizu, ne? Kdaj je bil ta rock band ustanovljen? Ja. Že kaj star. Jaz sem kar ugibala, ne? Videli smo po grafiki, ne? Rečemo 968 ali pa 67. Ja. 68. Ja, odloči se. Ja, 68. 68, ok. Kaj bi pa ti rekla? Poznaš skupino? Ampak po teh cunah so deli. Po cunah? Rekla 70, 70. 71, 72, 71. Aha, ok. Si rekla 68? Ja. Ok. Žal, odgovor ni pravi. Čako prosti, je lahko. Daj naredi en šluk. Vedno reče, da lanček sreča pomaga. Ja, res je, ja, pomaga. Daj gremo, Pomaga, ja. način. Za srečo izjemo lončkov. Še vedno tisti, ki nas pokličejo, dobi lonček. Ok, rekla smo 68, žal ni pravilno odgovor. Okay. Odgovori pa so 66, ja, 67 ali 65. A dejno. Lala. Čist mal si Ja, zvalila. čist mal, ja. 67, pol po mojem. 67. Ja. Ok. In pravilno odgovor. Pa si kolebala, ne? Ja, sem kolebala. 67, 68. Tudi oddaje, takrat se spomnim, Ja, si ja, imela, dosti kolebala. takrat smo imela Adele in si tudi eno vprašanje, nisi se mogla odločiti, mislim, za album. Tisto je bilo zelo težko. Se pa odloči, zber se in si potem zbrala pravi odgovor. No, se pa si bila tudi spet blizu, ne si prav... Ja, kaj češ, ne? Kaj češ, ja. Ena točka. Ok, drugo vprašanje je že malo težje. Spet me zanima, koliko studijskih albumov je skupina Fleetwood Mac izdala. Do danes. Še delujejo.
Nažalost je pa pred kratkim Ja. tudi en član umrl. Si mi povedal, ja. Ja. Ampak verjetno bojo še delali naprej. Časi so se Zdaj bolj... vem, da je ona pol začela solo kariero tudi. Ja. Ne vem, oni studijskih albumov 8. 8. Ja. Od leta 67 do danes. Ja. Aha, okej. Čeprav bolj so tisti še verjetno greatest hits, pa akustični, pa taki, pa drugi. Vseeno bom rekla 8. 8. Okej, Viva 17. 17. Oh. Okej. 8 ni pravilno odgovor. Možni odgovori pa so 12, Okay. 15 ali 17. Kako si rekla? 17. Ti reči. Ne, prosti, sama se odloči. Ja, pritisk je, ne? Ja. 4 točke moraš zbrati, ne? Saj, da se izenačiš danes, ne? Mislim, že to, da sva danes tukaj, je super. Ja, to je res. Ja. Da ne bom zdaj glih ponavljala, ne? Čeprav je ful dobro grejo številke, bom rekla 15. Okay. 15. Zadnji odgovor. Ja. 17. Najbolj se da Dobro, mi sem kar šel bide na gledat, nisem mogel obo. verjeti. Obema isto vprašanje pa obojni po 17 komadov, ne? Sam tuk, ba je Dejan imel ful dobro taktiko. Srednji, zadnji, prvi, ja. Ja, lej. Zapomni si. Ne vemo, kaj je bilo, ker nismo še videli posnetka. Ne? Ja. Posnetek bo objavljen na YouTubeu. Ne? Ok, zdaj pa vprašanje, ki jih nisi si sama si mogla zbirati. In sicer, zanima me, spet smo na leto 93, spet smo na Eurosongu. Takrat je, ok, bomo dali malo, da ne bo res tako težko, zmagovalec je zbral 187 točk. Ne? Kdo je takrat zmagal? Leta 93, Leta 93. takrat sem se komaj rodila. Res? Nekje tam, no. Takrat, ko je zmagal ti, mislim, ko smo mi nastopali s pesmi Ti deževen dan, mi nismo zmagali, zmagal pa je. Eno državo bomo rekla, ne? Ja, eno državo bomo rekla. Katero vi? Iz teh, ki so najbolj pogoste. Nizozemska. Nizozemska, ok. Kaj pa ti meniš? Jaz bi rekla Irska. Ti bi rekla pa Irska, ok. Nizozemska žal ni takrat zmagala, ne vem, koliko so bili, ne? Ja. Možni odgovori pa so Švedska, Norveška ali Irska. Švedska, pole rečem. Švedska? Zakaj? Ja. Pač, Kaj zdaj? kaj Ja. se ti zdi, ne? Okay. Zdaj lahko izdam, kdo je to bil, in sicer Nijam Kavanak. In to je bil Irec. Ja, te pa gre ta Eurovizija, ne? Ja, To je to. ne vem, kaj imam z njo, ampak ja. Te gre. Ok, zdaj imamo eno točko, ampak še imamo v bistvu 2 vprašanja, tako da ni še nič izgubljeno, ne? Okay. Matjaž Vlašič je bil avtor z največ pesmimi na Emi. To je pa In res. zmagovalnih, in onih, ko niso. Zdaj me, koliko pesmi, pod koliko pesmi se je podpisal na Emi? Je kar. Ogromno. Mislim, da je na drugem mestu en, zdaj ne bom nič povedal, Na Emi do zdaj. do zdaj. Sicer ta zadnja je bila Vanilja, takrat pol ni bilo nič, ampak jih je pa prej kar na štanco. Včasih celo več na eni Emi. Ne. A ni tudi njegov Ja, se sin to ravno. enkrat nastopil, To pa ne vem, ta malček, ne bi vedel. Po to je mojem, pred kratkim. po mojem vsaj 30. Da jih je bilo 30. Vsaj, ja. To je velika številka, ja? Velika, ja. Ne bom odgovarjala, ker vem. Aha, ti pa veš. Ja, Okay. lahko ti pa pol povem, ko Ana odgovori. Če je prav ali pa ni, ne? Okay. 30 je malo res Malo prevelika preveč, ne? številka, ja. Po mojem je bolj 22. Ja. In sicer možni odgovori so 12, Okay. 14 ali 16. In po pa kar 16. Pa kar 16. Biba Drži. drži.
Ja. Evo, 2 točki, zdaj pa tak, ne. Če uganeš z 1 točko, si polfinale izgubila, če pa uganeš, si po finalu. Okay. In sicer, spet smo na MMS-u, ne. Tokrat vprašanje, tole bomo prekinili. Javu. Ne bom. In sicer zanima me, kolikokrat MMS ni bil organiziran v auditoriju, ker tam je bil pretežno, bom rekel, 80% nekje, no ne vem, 70-80, ne. Bil je v Piranu, bil je tudi v Tartinijevem trgu, na Tartinijevem trgu. Zdaj me, kolikokrat pa ni bil na auditoriju, od leta, smo rekli, 1978, ne. Ker tudi veliko obdobja, ne? Ja. Čak, skaj pa zdaj vprašanje, kolikrat je bil, Kolikokrat ni bil? ni bil. Sedaj je samo sreča, ne? Ja, vsekakor. Petkrat, 4krat. Odločiti se bo treba. Ti veš? Ne vem, čisto. To je Čisto zadnji ne vem. odgovor pa je 4krat. 4krat. Ja. Okay. Biba, Jaz bi rekla 3krat. 3krat. In sedaj je čas, da razkrijem, ne? Žal, ni bil pravilni odgovor. Tako da v finalu je Biba, ne? Čestitke. Čaki, a nimaš 3 možnosti? Ja, ima, ampak tudi če pravilno odgovori. Čestitke. Zdaj pa, dobro, za tožilno točko. In sicer 5, 6 ali 7. No, 5. ja, Okay. jaz bi to rekla. 7. Okay. Ok. V finalu si Biba. Ker Dejana danes ni z nami in smo to posneli, bom seveda njegove točke razdelil čisto na koncu. Mi se gremo zdaj pogledati spot od Taje, ne? Živeti tako, potem pa v superfinalu današnje oddaje. Ja, tako, drage davke, dragi davci, dragi ljubitelji glasbe, dočakali smo finale vseh finalov, superfinale med Bibo in pa Dejanom. In sedaj so pravila malo drugačna. Vsak dobi 3 vprašanje in sicer prvo vprašanje je najtežje, če uganeš v prvo 3 točke, pomoč 1 točka, drugo je za 2 točke, tudi če ga v prvo uganeš in zadnjo 1 točko. Okay. V obeh primerih. Ne? Se pravi, če zračunamo 3, 5, 6 točk je maksimum, ne? Oziroma ne, 9 točk. Ne? Kako zdaj 9? Mislim, ja, 6 tako. Čaki, greva pravila ponoviti. Ja. Ok, oziroma tako je, 3, pa 2, 5, 6, tako 6 točk, Okej. ja, 6, ja. 6. Ali pa nič, ne? Čaki, koliko je pa za unem par 1 pomoč? Nič. Pri vseh imaš 4 pomoči, če uganeš v prvo, ne? Ok, bom sproti zvedla. Da si več izmedu. Taktično. A si Dejana tudi tako zmedu? Ne, Dejana, nisem, je kar razumel. Je pa razumel, thanks. Je pa bil zelo dober, ne? Ok. Ja. A razkriješ, koliko je imel točk? Potem, ko mi dva odigrava, ne? Ok. In sicer, prvo vprašanje finala je Danilo Kocijančič, Uf, poznaš? ja. Okay. Je bil avtor zmagovalne glasbene podlage največkrat. Kolikokrat? Seveda na MMS-ju. Kot avtor ali kot nastopajoč tudi? Kot avtor. Največkrat, jaz bom rekla 5krat. Ti boš rekla 5krat. Okay. Ali pa mogoče večkrat, ker on zelo veliko za Primorce piše in vsi Ja. ti zmagovalci so bili neki iz Primorske. 7krat. 7krat, ok. Za 3 točke. Žal
Ne, Neuspešno. a sem ful svalila. Možni odgovori pa so 3, 4 ali 5. 5. 5. In 5 je pravilno odgovor. Ja, ubila si Tako, sem sam sebe popravila na napačno, ne? Ja. Jaz sem še čakal, če si boš premislila. Je rekla moja učenka, bivša, nekdanja, zdaj je moja zelo dobra prijateljica, je rekla, no, sej, če boš pogrnila, pa vsaj karizmatično, da je tako. Da. Tako, evo. Ana, upoštevam te. Zdaj pa vprašanje za 2 točki. Zanima me, Darja Švajger je enkrat zmagala, ne? Vsi vemo. Je pa imela med vsemi, mislim, nastopajočimi na EMI največ nastopov. Ne? Med vsemi Oziroma, ne, nastopajočimi. takole bom, narobe sem povedal. Okej. Koliko nastopov na EMI ima Darja Švajger, ker rekorderka je Regina, ne, 8 nastopov. Ne. Ja, Darja Švajger pa, vemo, da 2 sta bila, ne? zmagovalna. 2 sta bila zmagovalna. Tako je, ja. Čaki, ampak če si rekel, da je visok, pa če je Regina imela 8, kar drži. No, je visok, no, pa ne če vemo, je kje točno je, sam ne. Tinkara Kovač imela 6, Aha, to ne ali vem. pa mogoče celo Nuša Derenta. Ne vem. Ne, Nuša je bila na MMS-u, pa bo pevki 6-krat. Jaz bi pol, če sem to 7-krat bi bilo preveč. Zdaj si me zmedel. Ti še enkrat mi vprašanje postavil. Kolikokrat je Darja Švajger nastopila na EMI? Kratko in jedrnato. Jaz ne bi rekla, da je bila 7-krat. Trikrat. 3-krat, ok. Odgovor žal ni pravilen. Aha, okay. 4, 5 ali 6. 6-krat je bila Tinkara Kovač. Vlado so delijo mesto, ne vem. 4, 5 ali 6. 5 ali 6. Jaz se nagibam med 4 pa 5. Aha. 5. 5, ok. Zadnji odgovor. Ja. Okay. In 5 je pravilno odgovor. Ok, super. 2 točke. Ok. Ja, sedaj pa zdaj, in še zadnje vprašanje, ne, seveda. Zdaj že probleme omenjaš. Niso problemi. Ne. Okay. In sicer me zanima, kolikokrat je Johnny Logan, Irska, zmagal kot pevec in kot avtor besedila na Eurosongu. Čakaj, hkrati. Ne hkrati, ampak Enkrat je bil pevec, enkrat je bil avtor, bil je nastopal kot pevec in kot avtor besedila. ampak On je ni nujno, da je hkrati bil oboje. in tudi ni bil. Ok. Če rečemo, da ima Irska 3 zaporedne zmage v zgodovini, da je 7-krat bila zmagovalka, Ja. da ima enkrat si celo omenil, če se prav spomnim, 12-krat so bili na top mestih. Recimo, da je 2-krat. Recimo, da je 2-krat. Ok. Ker če bi bilo pa več, bi bilo pa že malo perverzno, veš. Ja, lahko bi bilo, ne, ali pa tudi ne. Ok, to je bilo vprašanje za 1 točko. Ne. Ja. Odgovor žal ni pravilen. Možni odgovori pa so 1, 3 ali 4. 4 je kar malo pretirano, no. Pa so sam njega skozi šibali gor. Ja, ne vem. 1 bi bilo kar malo tako žalostno. Ja, Kaj, 1, 3 ali 4? 3. 3. Ok. Ne bom zaročeval, 3 je pravilen odgovor, čestitam. Okay. Sedaj si zbrala 3 točke, ne? Tako, ok. Dajmo še, koliko jih je zbral Dejan. Johnny Logan je zmagal kot pevec leta 80 in 87 in kot izvajalec leta 92. Oziroma 80 in 87 kot pevec, 92 pa kot avtor besedila. No, to je. Tako je bilo. Okay. Ok. Ja. In sedaj še Dejanov rezultat. Zbral je napeto, ne? Kaj misliš, več ali manj? Ja, ne vem, on je zelo razgledan lahko. Misliš? Pač, ja, tudi kot Ali voditelj. pa sreča, ne? In v Tudi gibu. sreča se ga Sreča, drži, ja. no. Ja, Dejan je zbral 5 točk.
Aha, okay. Tako da Dejan Dogaja je zmagovalec našega kviza in prejme dva lončka od Emo Shopa. Video pa vsakega enega, lahko si boste zbrali celo barvo. Ne? Hvala. Ne greste praznih rok domov. Ne? Hvala lepa. Čestitam obema za udeležbo v finalu, dobre ste bile. Ja, vam, dragi gledalke in pa dragi gledalci, pa seveda tudi opozorilo, da današnjo oddajo lahko vidite tudi na Facebooku in pa na našem YouTube profilu. Tako da to je to za nas, poslavljamo se, gremo na počitnice, lepo se imejte, uživajte na morju, v hribih, kjerkoli že boste in ne pozabite, gledajte nas, ker imamo glasbo za vas. Lahko noč. Lahko noč.